Pozdravljeni! Danes si bomo ogledali, kako se sešteva denarne zneske. Primer. Filip je kupil skiro za 52 evrov in 13 centov. Zala pa si je zbrala kolo in zanj plačala 134 evrov in 65 centov. Zanima nas, koliko sta zapravila skupaj. Pa seštejmo. 52 evrov in 13 centov plus 134 evrov 65 centov je. Torej paziti moramo, da so centi pod centi, evri pod evri. Začnemo od desne proti levi, kot pri običajnem seštevanju. 5 plus 3 je 8, 6 plus 1 je 7, zdaj pa še evre, 4 plus 2 je 6, 3 plus 5 je 8 in 1. Torej skupaj sta plačala 186 evrov in 78 centov. Seštevanje pa lahko zapišemo tudi z decimalkami. Torej 52,13 evra plus 134,65 evra je 5 plus 3 je 8, 6 plus 1 je 7, nujno zapišemo vejico, decimalno vejico, 4 plus 2 je 6, 3 plus 5 je 8 in 1. Torej splačala sta 186,78 evra. Rezultat je enak kot tukaj, samo zapis je drugačen. Včasih pa se zgodi, da nam znesek pri centih znaša več kot 100, kar je meja enega evra. Pa napišimo tak primer. 87,45 evra plus 251,92 evra. Spet seštevamo od desne proti levi. 2 plus 5 je 7, 9 plus 4 pa je 13. In kam pišemo 1 naprej? Zelo enostavno, samo k evrom. 1 plus 1 je 2, plus 7 je 9, 5 plus 8 je 13, 1 dalje in rezultat je 339 evrov 37 centov. Ali če zapišemo še na ta način, 87 evrov 45 centov plus 251 evrov 92 centov, 2 plus 5 je 7, 9 plus 4 je 13, enko štejemo naprej k evrom, je 9, je 3, je 3. Rezultat je enak, samo zapisan je na drugačen način.